Kepešova je prva ženska predstavnica, ki je s svojim koktajlom Lolita zastopala Slovenijo na svetovnem prvenstvu. Doživela izjemen uspeh v kategoriji klasične priprave koktajlov. Kaj več o tem in o društvu pa nam je povedal predsednik Društva barmanov Slovenije Aleš Ogrin. Delegacija Društva barmanov se že od leta 1967 redno udeležuje svetovnih kongresov in pa mednarodnih srečanj, ter seveda s tem tudi tekmovanj. Letos je bil že 65. svetovni barmanski kongres in pa 43. svetovno tekmovanje v pripravi koktajlov. Letos v takej delegaciji, kot nas vidite, tekmovanje se stavljamo tako, da se tekmujejo v 6 kategorijah. V pripravi aperitivnih, vsakih koktajlov, long drinkov, fancy drinkov, se pravi fantazijskih pijač in pa v pripravi koktajlov s feničninskim vinom in pa prosti program. V vsaki od teh kategorij nastopa od 12 do 13 tekmovalcev, to je novo pravilo, ki je staro že 5. leto. V kategoriji prostega programa pa vsi tekmovalci nastopajo v eni skupini. Draga Kepeš je vodja kavarne in slaščičarne Lolita v sklopu Kaval Grupa v Ljubljani. V Društvu barmanov Slovenije pa se že vrsto let redno udeležuje tekmovanj. Draga se na to tekmovanje pripravlja že veliko prej. Kajti, če želiš narediti in pa pripraviti dober koktajl, potrebuješ čas in pa seveda tudi nekdo, da to proba. Draga se je tega lotila zelo profesionalno, veliko odrekanja, tudi prostega časa, kajti navsezadnje smo društvo, ki je sestavljeno na prostovoljni bazi in pa vsak, ki želi, lahko naš član, seveda v njega zahtevamo tudi, da če že je član, da je tudi aktiven. Veliko je bilo treba poskusiti, probati, da res dobiš tisto pravo kombinacijo. Za najbolje pripravljeni koktajl je tekmovala z okoli 500 drugimi barmani iz 63 držav članic mednarodne barske organizacije IBA. Kako je šlo na tekmovanju, ki je bilo res naporno in kako vidi svoj uspeh? Če sem to nalogo vzela resno in zelo odgovorno in moram reči, da do samega tekmovanja je bilo tako fajn vse delavnice gledati, se pravi moje sotekmovalci, kako tekmujejo, gledati, kaj ustvarjajo, super fajn, ne? Ampak šele, ko sem tekmovala, je šel ta breme iz mene dol, ne? Namreč, jaz sem si res nekaj od zadnji dala, da pač je mene Društvo barmanov oziroma vsi tisti, ki so potrdili moje državno prvenstvo za najboljši koktajl, so mi dali eno veliko nalogo, ker sem pač že pred 20 pa tolikimi leti rekla, da če bi pa že kdaj šla, da bi mi uspel zmagati na državno prvenstvo, bi šla tekmovati v sladki kratki pijači. To se mi je po 20 in toliko let res uresničil in sem to res vzela za zelo odgovorno nalogo. Sama beseda Slovenija kar velik pomen v naših krogih oziroma v sami IBI. Po svetu nas poznajo kot dobre barmane, tako da moram reči, da v Društvu barmanov Slovenije zares imamo res dobre, ne glede na to, kako se uvrščamo med letom, imamo res zelo dobre barmane, ki nas poznajo in nas cenijo. Moram reči, da naš predsednik je bil začetka kar malo skeptičen, ampak vsakič naslednjič, ko je prišel in je probal in sem mu razlagala zgodbo o Loliti, je rekel, ja, pa mi je res zmeri bolj všeč. To mi je dalo eno dobro popotnico. Moram pa reči, da se moram zahvaliti vsem tistem, ki ste to probali, vsem tistem, ki ste me podpirali. Samo vtis, bom pa tako povedala, jaz sicer veljam za zelo strogo šefico, prijatelji me poznajo, tako me poznajo. Moram pa reči, da sem postopila dol z odra, so me pobrile solze, ki me pravi zdaj tu, ampak to je krona mojega življenja. Čestitke društvu in njegovi prvakinji in naj uspešno mešajo pijače in krmarijo skozi življenje.